V Sloveniji so bile spomladi leta 1990 prve večstrankarske volitve, na katerih je zmagala koalicija strank opozicije Demos. Na Gorenjskem je bilo tedaj 5 občin: Kranj, Škofja Loka, Tržič, Radovljica in Jesenice. In v vseh novoizvoljenih občinskih skupščinah so bili najbolj številčni predstavniki novih strank. Ker so bile tedaj znotraj skupne države Jugoslavije politična razhajanja in gospodarske težave vse večje, so bili tudi vse glasnejši pozivi, da gre Slovenija svojo pot. Konec leta 1990 je bil ob enotnosti vseh političnih strank in izjemni volilni udeležbi izveden plebiscit o slovenski samostojnosti. Na plebiscitu se je velika večina volivcev izrekla za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo in ta odločitev je bila nato uresničena naslednjega pol leta. Leto pred to vojno, smo imeli pa plebiscit v naših koncih in če se spomnim volišča v domu krajanov na Primskovem, kako so do tja prihajale nepregledne kolone ljudi, kako smo čakali v vrstah, da smo lahko odglasovali svoje mnenje, povedali na volišču. In če pomislim na takratno obdobje, res je bilo čustveno nabito, bi rekel, da je se čutilo, da je nekaj večjega v zraku, kaj bo, kako bo z vsemi temi zadevami. Nismo vedeli, da bo še za nami vojna prišla, ampak tudi to je del teh političnih zgodb, ki ustvarjajo mlado državo. Po plebiscitu sta med ljudmi vladala optimizem in enotnost. Velika podpora uresničitvi odločitve za samostojnost se je kazala tudi na lokalni ravni, po občinah. Začele so se priprave na izvedbo osamosvojitve. Med drugim je meseca maja 1991 v Kranju potekal koncert številnih slovenskih glasbenikov, na katerem so pozivali, da se slovenski fantje, ki so tedaj še služili vojaški rok v jugoslovanski armadi, čim prej vrnejo domov. Hkrati pa je že prisegla prva generacija nabornikov teritorialne obrambe. Slovenski parlament je 25. junija 1991 sprejel temeljne osamosvojitvene dokumente in tako je Republika Slovenija postala samostojna in neodvisna država. S tem je prevzela tudi nadzor nad mejami in na mejnih prehodih so bile takoj zamenjane table in izobešene slovenske zastave. Slovesna razglasitev samostojnosti je potekala zvečer 26. junija 1991 pred parlamentom v Ljubljani. Hkrati pa so bila številna praznovanja po vsej državi, tudi po gorenjskih mestih in vaseh. V mnogih krajih so zasadili tudi osamosvojitvene lipe, kot je bilo to v Kranju na Slovenskem trgu. Po slovesni razglasitvi samostojnosti Slovenije je že nekaj ur kasneje sledilo vojaško posredovanje jugoslovanske armade, ki je iz vojašnic krenila proti mejnim prehodom. Na Gorenjskem je imela nalogo zasesti letališče Brnik in mejne prehode Karavanke, Ljubelj, Jezersko, Rateče in Korensko sedlo. Kolone oklepnih vozil so že na gorenjskih cestah naletele na barikade. Glavne naloge enot slovenske teritorialne obrambe na Gorenjskem so bile zavarovati in braniti letališče, mejne prehode in najpomembnejše komunikacije. V času vojne je bilo osrednje slovensko letališče zaprto in na vzletno pristajalni stezi so bile postavljene ovire. Tankovske enote jugoslovanske armade so se namestile za ograjo okrog letališča in v prvih dneh je prišlo do več streljanj. Pri tem je bil ubit pripadnik teritorialne obrambe Peter Petrič. Letala armade so 28. junija dopoldne tudi rekatirala letališče. Isti dan pa sta bila streli iz tankov ubita avstrijska novinarja, ki sta na letališki stezi snemala dogajanje. Sledila so pogajanja in dokončen dogovor o umiku jugoslovanskih enot je bil dosežen 4. julija. V naslednjih dneh pa so bili tanki prepeljani nazaj v vojašnico na Vrhniki.
ravno tukaj je bila takrat še trgovina, zdaj pač ni več in ne spomnim se, da je bila kakršna kal gužva ali pa naval, ali da bi ljudje kopičili zaloge prehrambenih ali pa drugih higienskih pripomočkov, tako ko se je kdaj drugače zgodilo. Ravno tako nisem opazil, da bi bilo na bencinskih črpalkah, da bi bile vrste in da bi ljudje pač delali zaloge ali pa saj sproti hoteli imeti zadosti goriva za svoje avtomobile. Tudi pri preskrbi ni bilo v bistvu popolnoma, saj jaz se ne spomnim, da je bilo kakršnikoli težav, ne z elektriko, ne s plinom, ne s čemerkoli drugim. In tudi v samem Kranju je tudi promet se normalno odvijal, normalno je tekel, ni nobenih težav bilo z mobilnostjo. Zaradi pomembne strateške lege in dostopnosti je bil pomemben cilj jugoslovanske armade prevzem nadzora nad mejnim prehodom Karavanke. Le nekaj tednov prej je bil odprt karavanški predor. Vojaškim enotam s tanki in oklepniki so se pridružili tudi zvezni miličniki. V prvih dneh vojne je prišlo do spopada s slovenskimi enotami in je bil zajet pripadnik teritorialne obrambe Janez Kosel. Po njegovi izpustitvi so se začela pogajanja o predaji, pri čemer je posredovalo tudi vodstvo občine Jesenice. Dokončni dogovor o takojšnjem umiku jugoslovanskih enot z mejnih prehodov Karavanke, Rateče in Korensko sedlo nazaj v vojašnice je bil sklenjen 1. julija. V času vojne je neprekinjeno ostal odprt železniški mejni prehod Karavanke, kar je slovenskemu političnemu vodstvu omogočilo odhod na pogovore s predstavniki avstrijske vlade. Napredovanje jugoslovanske vojske proti mejnemu prehodu Ljubelj so zavirale blokade na cestah. Armada je zasedla mejni prehod šele potem, ko je bila glavnina enot teritorialne obrambe s Tržiča prerazporejena za obrambo letališča Brnik. Kljub grožnjam na Ljubelju ni prišlo do streljanj in po 4 dneh je na mejnem prehodu spet zaplapolala slovenska zastava. Mejni prehod Jezersko je zaradi specifične lokacije zahteven za dostop in tja so enote jugoslovanske armade prišle s 3 protiletalskimi samohodnimi topovi, iz katerih so sprožili nekaj strelov proti stavbi mejnega prehoda. Po prihodu enot teritorialne obrambe in angažiranju domačinov pa so stekla pogajanja in dosežen je bil dogovor o umiku armade nazaj v kranjsko vojašnico. Za zagotavljanje telekomunikacijskih povezav je bila za jugoslovansko vojsko pomembna točka tudi oddajnik na Krvavcu. Dopoldan 2. julija sta stolp rekatirali 2 vojaški letali in pri tem je bil močno poškodovan stari oddajnik. V ponovnem napadu isti dan popoldan pa je bila poškodovana tudi oprema novega oddajnika, zato je bil televizijski signal za nekaj ur prekinjen. Ko se je začela vojna za Slovenijo, sem delala v vrtcu. Jasno, da smo takoj dobili navodila, kako je treba ravnati. Večino otrok so imeli starši doma, nekaj jih je bilo pa vseeno, prišlo je rabilo varstvo in tiste smo združili v enem večjem vrtcu. Mi, ko smo pa ostali, ko nismo delali skupaj z otroki, se pravi, smo pa vrtec čuvali, stražili. Tako se spomnim, kako sva s enim vzdrževalcem po noč sedela v vrtcu in nisva vedela, kaj početi, ker pač tudi nisva dobila navodil, kaj morava narediti, če se karkoli zgodi. Tako da tudi tega se ne spomnim, ali sva imela prižgano luč, ali je bila ugasnjena. Ampak hvala Bogu, zgodilo se ni nič. Medtem, ko so avioni res letali tukaj pri nas po zraku, smo večinoma smo šli v klet. In v kleti smo imeli pa tudi eno pripetljaj, pravzaprav, ko je soseda prišla v klet in je začela razlagati tako in godrnati. Zdaj pa imamo, zakaj smo pa to hoteli, a smo mogli to narediti, zdaj bomo pa vsi nastradali, pa zakaj smo to mogli narediti, nam je bilo treba in tako naprej.
in potem jo je nekaj ljudi prav grdo pogledali in je utihnila. In zdaj je ni nič več žal. Teritorialna obramba, slovenska policija in civilna zaščita so ves čas nadzorovale tudi razmere v vojašnicah na Gorenjskem. Te so imele blokirane dostope in oskrbo. Do groženj in napetosti je prihajalo v Kranju in na Bohinjski Beli. V vojašnici v Škofji Loki je imela teritorialna obramba tudi skladišča orožja, ki pa ga je lahko prevzela šele po večkratnih pogajanjih in krajšem streljanju. Pri tem je strel jugoslovanskega vojaka zadel 18-letnega civilista, ki je na bližnjem Kamnitniku opazoval dogajanje. V času osamosvojitvene vojne je kljub številnim napetostim na Gorenjskem pripadnikom teritorialne obrambe in slovenske policije ter predstavnikom lokalnih oblasti uspelo preprečiti večje spopade in z mirnimi pogajanji doseči umik enot jugoslovanske armade nazaj v vojašnice. Ob osamosvojitvi Slovenije so ljudje z velikim veseljem in upanjem zrli v prihodnost, čeprav so tedanje gospodarske in socialne razmere napovedovale težke čase. Na začetku 90-ih let se je na Gorenjskem nekaj velikih tovarn znašlo v težavah. Podjetja so izgubila nekdanje trge, na katerih so prodala večino izdelkov, hkrati pa so se prepočasi prilagajala zahtevam tržnega gospodarstva. Poleg tega so se v podjetjih soočali z različnimi interesi v procesu privatizacije. Številni delavci so ostali brez dela, kar je prineslo nove socialne stiske. Na drugi strani se je v tem času razcvetelo podjetništvo, ustanovljena so bila številna nova mala podjetja, ki so se ukvarjala s trgovino in različnimi storitvami. Uveljavljale so se nove blagovne znamke domačih izdelkov. Kot očeta mlade družine, dokaj mlade, 10-letni otroci, sem bil pač pred to dilemo, kako bo zdaj pa v življenju naprej. To so bili tisti prej nekam ustaljeni postopki, potem pa nekaj novega, kaj bo pa sedaj. Predvsem je mene to tisto, kar sem se zelo zapomnil ob teh dvigovanjih, pa menjavah denarja, pa ne vem česa vsega, ker mi smo generacija, ko smo res zamenjali mnogo stvari, mi je ostalo to res tisto v spominu kot skrb očeta, da tako rečem, kako bomo preživeli. Zdaj, če to gledam z distance 30 let, bi lahko rekel, da jaz za svoje življenje lahko rečem, sem kar zadovoljen. Če pa pogledamo malo okrog, pa tisto Švico, ki so nam jo takrat obljubljali, smo jo kar lepo obvozili, tako da to žal ni bilo najboljša zgodba, ampak tudi to je del življenja. Po nekaj letih življenja v novi državi Sloveniji so se gospodarske razmere hitro izboljšale. Po uvedbi slovenskega denarja, tolarjev, se je rast cen umirila. Ljudje so lahko po ugodni ceni odkupili družbena stanovanja. Odpirale so se številne manjše zasebne trgovine in prvi večji nakupovalni centri z veliko izbiro izdelkov iz uvoza. Gorenjske kraje je ponovno zajel turistični vrvež. Z nadaljevanjem gradnje Gorenjske avtoceste so se izboljšale prometne povezave. Z novimi digitalnimi tehnologijami se je posodabljalo telefonsko omrežje. Ljudje so se veselili uspehov, ki so jih gorenjski športniki dosegali na največjih tekmovanjih. Živahno je bilo družabno življenje, ljudje so se družili na številnih glasbenih dogodkih, diskotekah ter novih lokalih.